Mestna občina Koper v svojem mestnem jedru ne premore doma kulture ali zaprtega koncertnega prizorišča, ki bi dovoljeval kapaciteto nad 200 ljudi. Za namene glasbenih prireditev se mnogokrat uporablja prostore, ki so v osnovi namenjeni športnim aktivnostim ali pa zunanje površine, kot so razna parkirišča. Tovrstne prireditve so v osnovi usmerjene populistično. Medtem ko je razvoj urbane kulture mnogokrat temeljil na posameznikih in samoniklih prizoriščih. V nadaljevanju smo se o stanju urbane kulture in temu namenjenih prizoriščih v mestni občini Koper pogovarjali s predsednikom kulturno-umetniškega društva Pina in vodjo festivala Izisa Borutom Jermanom, dolgoletnima aktivistoma na področju urbane kulture v Kopru Luko Bevkom in Tonijem Bračanovom ter svetovalko županu mestne občine Koper za kulturo in evropske projekte Vesno Pajič. Se mi zdi, da v bistvu ravno Koper kot največje mesto vseh teh 4 občin istrskih nekako ima neko potrebo ali neko pretenzijo, da deluje kot neko urbano središče. Četudi je pač majhen, ampak v slovenskih razmerah je ravno prav velik za biti imenovan mestno oziroma celo status mestne občine ima. In v bistvu urbanemu središču se pritiče tudi prostori, ki gojijo urbano kulturo. In to je bilo vedno prisotno v Istri na takšen in drugačen način. Je pa res, da zadnja leta je to ogromno v zatonu, še posebej zaradi izumrtja samoniklih prizorišč, začenši seveda z MKC-jem in Indijem in Argotom. In v bistvu potreba po neki klubski sceni je rasla z leta v leto, vendar prostorov primernih ni bilo. Po mojem videnju se je zadnja leta precej dajalo poudarek na kulturi kot turističnemu produktu in na bolj takih širših vsebinah za množico in za prebivalstvo. Mogoče se je malo bolj zanemarjalo sodobno umetnost in urbano kulturo in pač vse te derivate, ki pridejo zraven. Da bi dodal, da je že pred časom covida neka kulturna ponudba v regiji degradirala, oziroma če tle govorim pač z nekega osebnega vidika, bilo vedno manj nekih dogodkov, na katerih sem si želel biti prisoten oziroma pač jih konzumirati. Istočasno pač razumem to, da enostavno pač ni povezano, da ni bilo prostorov za to kreativnost, istočasno pač strategija občine ni imela posluha za določene stvari in mislim, da prvo izhaja iz tega, ker je pač Toni omenil, da je bil fokus na neki zelo potrošniški kulturi, na nečem, kar je zelo popularno in na nečem, kar je zelo všečno. Jaz mislim, da ta neka kritična nota, ki je bila prisotna, če gledamo pač zgodovinsko, od 80-ih naprej, je vedno bolj izginila. Pač obstajajo manjše izjeme, manjši punkti, ki se pač zgodijo, da naredijo nekaj progresivnega, ampak enostavno mislim, da je ključen problem v tem, da je vse na nek način povezano bodisi z prostorom, bodisi z ljudmi, ki upravljajo z prostori in s financiranjem in predvsem mislim, da manjka neka kreativnost in drznost v našem prostoru. Ja, no, kljub temu, da občina ni imela jasne strategije, čeprav so jo sestavili, so tudi identificirali neke zadeve, je vsa ta neka urbana kultura, eni reče alternativna, kar se ne bi strinjal, temelji na zanosu posameznikov in posameznih organizacij in z neko dobro voljo se to dela, no, brez nekega res strateškega premisleka in pač neke podpore občinskih struktur za resne podpore, no. Ja, pa najboljše stvari po mojem se zgodijo zelo spontano, z nekih skorajda neformalnih skupin, ne. Nič ni, mislim, ta boljše stvari se zgodijo v večini primerov na nek spontan, samonikov način, s tem, da pač je še zmeraj par izjem, ki je pač za pohvaliti, ne. In se dogaja tudi prav tle v Libertasu, ne. V bistvu zgodba Libertasa kot središča kulture ima v bistvu že eno dolgo predzgodovino.
to, da tak prostor v mestu potrebujemo, oziroma v celotni mestni občini Koper in pa tudi v celi slovenski Istri, smo v bistvu zaznali že pred 2 desetletji. Da potrebujemo en prostor, ki je eno stičišče za izvajanje različnih kultur, oziroma kjer se bodo deležniki iz področja kulture srečevali. Da v slovenski Istri potrebujemo prostor za izvajanje različnih kultur, so na mestni občini Koper navedli že v lokalnem programu za kulturo, ki je bil objavljen v letu 2019. Kmalu zatem so 4 istrske občine kandidirale za pridobitev naslova Evropske prestolnice kulture in skladišče Libertas identificirale kot potencialni prostor, ki bi si zaslužil mesto kulturnega stičišča. V prvi fazi so bili na razpisu uspešni, v drugi žal ne. Tokom tega pa je skladišče Libertas že pričelo delovati kot prireditveni prostor. Kot prvo bi rekla, da beležimo začetek programa kulturne zasedbe že v letu 2020, ker se mi zdi, da je bila razstava festivala Isis oziroma Bread of Downey, A Fuck of Illusions ena prelomnica, ki je spremenila ta prostor oziroma pokazala, da to ni samo skladišče. V bistvu leta 2019 smo Isis prvič organizirali v Monfortu, v skladišču Soli v Portorožu, v sodelovanju z obalnimi galerijami, in potem leta 2020 v bistvu v Monfortu se ni dalo, ker je bil program že poln in smo iskali alternativo. In takrat sem se spomnil, da bi morda vprašali Grafesta in mestno občino Koper, če bi se dalo to organizirati v Libertasu. Takrat je bil Libertas v rasti Grafesta in smo se obrnili na mestno občino Koper in na Vesno Pajič, ki se je takoj strinjala s predlogom in je v bistvu občina nas podprla. Pri temu se je podprla dogovor z Grafestom in plačala najemnino Grafestu za tisti čas Isisa, mi pa smo dejansko en mesec pred septembrom začeli postaviti razstavo in ugotovili, da v bistvu stavba, poleg tega, da je pač umazana, ni imela električne inštalacije, ni bila priklopljena na električno omrežje, tako da smo razstavo postavljali avgusta na agregatu in komaj par dni pred otvoritvijo dejansko smo uspeli za mestno občino Koper pridobiti priklop na električno omrežje. Smo se prepletali v nekem tem raziskovalnem duhu in smo pač podirali te stene, simbolno, ampak tudi fizično. Trenutno se nahajamo v 4. kampati, v kampati, ki je bila do sedaj nedosegljiva, sicer v nekem vesoljski ladji, ampak v bistvu smo odprli ta prostor za naše vsebine in s tem upam, da pripomogli tudi k temu, da je dosti bolj dovzeten tudi za ostale vsebine. Nazadnje smo pustili strop, ki smo ga zgradili v 3. kampati, ker smo ugotovili, da je 3. kampata akustično obupna in smo pač naredili dodaten strop, ki v bistvu je to saniral, ampak tudi smo dali prepreko, ker v 3. kampati so azbestne plošče še vedno na stropu, tako da ta naš molton na nek način ščiti tudi pred azbestnim prahom. Tudi takrat smo v 2020 mi postavili stene noter v 1. kampati in celotno našo v bistvu opremo, postavili kable, luči, tako da to je nekaj časa še na ta način deloval prostor. Ampak je bilo kmalu videti, da je ta prostor, da ima ogromen potencial. Odziv publike je bil fenomenalen, ne samo na razstavo, ampak tudi na to, da je razstava v tem prostoru. In je mestna občina to v bistvu hitro razumela in je tudi šla v odkup prostora in počasi tudi urejala sam prostor. In tukaj sem Marko Vivodi, Borutu Jermanu in celotni festivalski ekipi resnično hvaležna, ker so imeli ta pogum, da so v bistvu takrat brez elektrike, zelo prašno. Danes je Libertas bistveno bolj čist, kot je bil, ker z vsako razstavo, z vsakim dogodkom v bistvu ga malo očistimo, ga malo bolj spremenimo v namembnost kulturne infrastrukture. Se pravi, da so bili toliko pogumni, da so šli notri. Skladišče Libertas je bilo tako iz strani mestne občine Koper razglašeno za kulturno infrastrukturo. V letu 2021 pa je občina prvič del proračunskih sredstev namenila za program v Libertasu ter izvedla prvo leto kulturne zasedbe in nadaljevala s programom v Libertasu. Del programa je izvajala sama, del program pa so jo izvajali drugi deležniki, ki so potrebovali prireditveni prostor za ustvarjanje ali produkcijo kulturnih dogodkov. To so koncerti, razstavi, snemanja, dogodki elektronske glasbe, plesne predstave, performansi, v bistvu vse, kar ne najde ustrezne prostore drugje. Torej, kot sem rekla, ali v produkciji mestne občine Koper ali pa samo od
podpori mestne občine Koper, se pravi, postaja to vozlišče kulture, postaja nek prostor ustvarjanja. In dejansko ta nek splet okoliščin okoli Libertasa je pač naredil to, da so razni producenti in organizatorji razumeli, da je ta prostor v bistvu zelo dovzeten za take vsebine in je na nek način začel nastajati zelo organsko, zelo samoniklo in se je izkazalo ne samo po temu, da so ljudje pripravljeni to organizirati evente, ampak tudi po odzivu publike, po odzivu obiskovalcev in obiskovalk. In v 3 letih je ta prostor dejansko dobil na rezimeju v širši regiji in se že dogaja, da se ljudje z drugod pripeljijo na dogodke in na razstave v Libertas. Odvijali so se torej dogodki, kot so skladišče magazino, Libertas festival, razstave, vizije Samire Kentrić, King Beyond Nemanje Cvijanovića, Istra od 1965 do 2000, 35 let galerije Insula in še mnoge druge. Kreiral se je prostor za sodobno umetnost na vseh področjih. Obudila se je tudi klubska kultura za mlajše generacije, ki je mesto v svojem starem jedru dotedaj ni premoglo. Za razvoj te so skrbeli mladi producenti, med njimi neodvisni obalni radio, klub študentov občine Koper, kolektiv Rahat in drugi posamezniki, ki so svojo iniciativo pripomogli k razvoju Libertasa kot prostora za urbano kulturo. V skladišču Libertas se je tako v 3 letih odvilo več kot 100 dogodkov, obiskalo pa ga je približno 37.000 obiskovalcev. Občinski svet je na občinski seji 26. oktobra sprejel dokument identifikacijskega projekta Libertas Stičišče kultur. Približno 6,5 milijonski projekt narekuje izvedbo prenove objekta v kulturno središče regijskega pomena, za katerega občina računa na pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb v višini dobrih 3 milijonov evrov. Torej v prostor bomo iz 1200 neto kvadratne površine, ki jo imamo trenutno, bomo v tem prostoru ustvarjali preko 1800 kvadratnih metrov uporabne površine. V tem prostoru bo ena večja koncertna dvorana, ki bo imela kar precej velik oder, preko 100 kvadratnih metrov, dovolj veliko za oder je seveda, da se ga da uporabljati. In pa seveda imela bo 700 stojišč oziroma 326 sedišč. Potem bo, če grem kar tako po vrsti, bo potem ena velika avla, ki lahko deluje tudi kot prireditveni prostor. V tej veliki avli bojo seveda umeščeni dostop do servisnih prostorov, garderoba in pa tudi prostor za kavarno. Potem bomo imeli en velik razstavni prostor, ki bo približno tako velik kot je tale, enako 400 kvadratnih metrov. Potem bomo imeli skupno sestankovalnico, imeli bomo nekaj pisarn in pa manjšo dvorano z 200 sedišči oziroma 100 sedišči. Kakšne so točno te elementi, ki jih bomo postavili tukaj noter, se je v bistvu izkazalo tudi preko analize, ki smo primerjali z ostalimi kulturnimi infrastrukturami in določenimi dvoranami, ki jih imamo. In seveda malo pa tudi, oziroma kar precej tudi glede načinov uporabe preko kulturne zasedbe. Torej, Mestna občina Koper je zdaj oddala, prejšnji teden smo oddali prvo stopnjo prijave na povabilo ZMOS, se pravi na prijavo za CTRN sredstva. Odločitev o prvi fazi, prijava je dvostopenjska, odločitev o prvi stopnji oziroma usklajenosti prvostopenjske prijave z razpisnimi pogoji bo predvidoma nekje v mesecu januarju 2024. In potem sledi druga stopnja prijave. Potem je pa v bistvu odvisno, kdaj bomo dobili odločitev o tem, oziroma zeleno luč za izvedbo projekta. Nekje glede o razpisu je opredeljeno, da naj bi bile odločitve znane do konca oktobra 2024. Takrat je načrtovan tudi začetek obnove. Ali bo obnova skladišča Libertas prinesla kakšne spremembe oziroma vplivala na delovanje dosedanjih producentov in do sedaj vzpostavljenega programa?
V bistvu pač na obnovo prostora, seveda, mislim, kot večino stvari v življenju, pač treba gledati v svoji kompleksnosti. To ni enoznačna zgodba. Žal se pač tudi v Sloveniji, tudi na podlagi ostalih izkušenj, hitro polariziramo na dve skrajnosti. In v bistvu obe te skrajnosti sta relevantni v smislu, da ena skrajnost pravi, prostor treba pustiti tako, kot je, ki zagotavlja totalno svobodo, druga skrajnost pravi, prostor treba urediti v potankost in na nek način ga sterilizirati in urediti tako, da bo kar se da funkcionalen. Jaz mislim, da je pač smiselno se gibati nekje v nekih kompromisih, v nekih upoštevanjih določenih vidikov obeh skrajnosti. Jaz mislim, da vsi, ki smo delali stvari tukaj noter, se zavedamo, da tudi sedaj to ni skvot, tudi sedaj to ni stvar, ki jo Mestna občina Koper ali prezira ali blokira, temveč obratno, spodbuja. Prostor je v lasti občine Koper, ki je vse do zdaj od začetka spodbujala in podpirala vsebine in zato v bistvu nek strah, da bi zdaj bilo radikalno drugače, morda ni 100% utemeljen. Po drugi strani pa so še posebej tovrstne sredine, vsebine, ki zagotavljajo živost prostora, povezane z neko identiteto, z neko prezenco, tudi prostora. Ta prostor je zanimiv ravno zaradi svoje industrijske dediščine, zaradi svoje surovosti in to je potrebno na nek način ohraniti, zato da se te vsebine stimulirajo naprej. Tako da, ja, dobro je, da se odpira neka debata in da se ustvarja neka skupna predstava, kako bo to izgledalo. No. In za vse potrebe. No. Zdaj, če pač ne bo možno ustvarjati nekih določenih vsebin v teh novih prenovljenih prostorih, pač je dobro, da se išče alternative temu, ne. In pač se išče druge možnosti. Sigurno ne bo uspel Libertas pokriti vsega, kar premore Mestna občina Koper in ostala regija. Je pa obnova Libertasa potrebna. Ja, jaz pač gledam, da če tle pač dam malo moj nek osebno razmišljanje na prenovo in ta prostor in na korelaciji z tem, kar pač trenutno je, ne. Pač lepota tega prostora je ta, da je zelo surov in na nek način filter za ljudi, ki so pripravljeni priti v takšen prostor, ki morda pač ni optimalen, ampak prav to ti da to nujo, da si kreativen, tako da pač na nek način je ta surovost ti doda to svobodo. Svoboda, ja. Ja. V največji možni meri to, kar Libertas danes ponuja. To, da ni problem, če zvrtaš en vijak v steno, da nekaj obesiš, da narediš steno, da jo zvrtaš, da jo pritrdiš na tlak, da povlečeš nekaj iz stropa dol. In to je v bistvu galerija, ki je potem funkcionalna, še posebej za vsebine, ki so nam zanimive. Ne smemo pač zapasti v obnovo in žal izkušnje po celi državi kažejo dostikrat na obratno, to, da se kulturno dediščino v bistvu obnovi na nek sterilen način, ne glede na ali pa ne ozirajoč se na vsebine in postanejo prostori samo sebi namen in nimajo duše, nimajo življenja. Zavedati se moramo, če tudi vsebine, ki so v Libertasu, morda niso najbolj popularne ali pa populistične, vendar so pa tiste, ki ustvarjajo publiko in ustvarjajo tudi nek razvoj v neki miselnosti, v neki premišljenosti in to ni tako zanemarljivo. Ne nazadnje mladina danes v naši Istri nima kam iti, razen par nekih lokalov, ki se izredno trudi, drugo je vse mrtvo. In definitivno sem tudi zato, da se pluralizira vsebine, vendar treba paziti, da se neka identiteta tudi programska ohrani ali pa vsaj omogoča za tudi prostorskim vidikom. In to je možno samo z dialogom. Ne smemo se pustiti sprovesti na to, da se postavimo na dve skrajnosti in da med temi skrajnostmi ni dialoga. Pomembno je, da se pogovarjamo in da skupaj iščemo rešitve, kako bomo ohranili vsebine, ki so relevantne, s tem, da ni potreba, da gremo na WC v Dixi, s tem, da ne dihamo azbesta in s tem, da v bistvu se mogoče pogrejemo, ko po zimi je malo bolj hladno v Libertasu. Tako da v bistvu probamo doseči dobro iz obeh skrajnosti. Zelo pomembno se mi zdi, da se zavedamo tega, da prenova objekta ni tista, ki je edina, ki pogojuje ustvarjalni prostor v našem prostoru. Mislim, da se mi zdi zelo pomembno, da poskrbimo za to, da bo ta objekt tudi naprej deloval tako, kot je doslej in da bomo zagotavljali dostopnost različnim deležnikom še naprej. Je že v upravljavskem načrtu določeno, da verjamemo, da bojo ustvarjalci še vedno prihajali v ta prostor oziroma da ga bojo še vedno imeli za svoj. Ker obnovljene stene in
zvočenje in oder in čisti vicej v bistvu ne pomenijo nič brez pravih vsebin. In se mi zdi to toliko pomembno, kolikor se mi zdi, da ta streha ne bo več puščala, se mi zdi enako pomembno, da zagotavljamo prostor za ustvarjanje in enako pomembno, da ustvarjamo prostor, ki je dostopen in da dajemo priložnost. V primeru uspešnosti razpisa bo prenova potekala med letoma 2024 in 2026, torej v časovnem obdobju leta in pol, kar lahko vpliva na trenuten razvoj urbane kulture. Najslabše, kar se lahko zgodi, ni samo to, da se polariziramo v dva pola, temveč tudi to, da v tem letu in pol, dveh, v času obnove, v te vsebine nima svojega prostora. Pač treba se začeti pogovarjati, kje bo te vsebine možno nadaljevati, in seveda, pač mi smo lani na nek način ponovno odkrili tudi Bastion, ki bi lahko bil ena alternativa, saj v času, vsaj v duhu začasne rabe, v času obnove Libertasa. Tako da ne zamarejo, ker treba gojiti publiko, treba gojiti vsebine in treba tudi razvijati v bistvu producente in organizatorje. Alternativni prostor je nujen, ker če prekinemo, pol izgubimo en kup nekega pač zanimivega programa. Torej, mi z delovanjem tle dokažemo, da rabimo prostor, pika. To je to, ne? Torej mi rabimo prostor. O alternativah, ne? Kam, kje, kaj, jaz tega odgovora pač nimam, ne? Ker pa vidim, je pa lahko motivacija, da pač pridemo do tega. Torej pač, da imamo neko protivtež nekomu, ki reče, pa se imate ta plac, pa se to, pa se občina Koper ne rabi drugih pač prostor, ker absolutno pač ni res, ne. Mi rabimo več, še več, ne. Seveda bomo v tem vmesnem času morali poskrbeti, da te vsebine, ki so zdaj našle domicil v tem prostoru, da zagotovimo neko ustrezno alternativo oziroma da saj nekatere izmed programov lahko vseeno tudi izvedemo, ker mislim, da je pomembno to, da ta moment tudi ohranjamo, ne. Da ne pozabimo, da ne rečemo, da ste deležniki pomagali kreirati to, da smo ta momentum, da se zavedamo, da ta prostor potrebujemo, da se zavedamo, da je ta prostor nekaj, kar privabi tudi druge, ne tiste, ki so samo pogrešali, ker zdaj tisti, ki prej niso pogrešali, bojo zdaj pogrešali. Torej, zdaj, ali bojo to uporabljali javnih prostorov in pa zunanjih prostorov, ali bo to malo več spodbujanja delovanja v drugih kulturnih infrastrukturah, to je ena stvar. Seveda ne bomo mogli narediti tako bogatega programa v vmesnem času, kakor sedaj. Tudi financiranje ne bo zagotovljeno tako, kot je zdaj, ker bomo vsa sredstva verjetno namenili za obnovo. Ampak jaz mislim, da je pomembno, da poskrbimo, da bojo ustvarjalci imeli prostor za ustvarjanje tudi v vmesnem času med prenovo. Vsi, ki bi radi izvedeli več o načrtu prenove Libertas, ste vabljeni na javno predstavitev projekta v ponedeljek 20. novembra ob 18. uri v prekat 1 v skladišču Libertas.